Vsi skupaj na začetku drugega dne simpozija, jubilejnega simpozija pravzaprav, Grošljevega, posvečenega na neki način prevodu Livijeve monumentalne zgodovine od ustanovitve mesta. Z nami so trije prevajalci, ki bodo današnjo prvo sekcijo izkoristili za pogovor o prevajanju tega res velikega projekta, s katerim končno slovenski bralci stopajo v tisto skupnost, ki lahko uživa v prevodu Livijevega dela v nacionalni jezik. Naprošen sem bil, da poudarim, da so knjige naprodaj z popustom, tako da danes je treba izkoristiti to priložnost. Da ne bom predolgo zavlačeval in kradel časa našim trem kolegom, uredniku Davidu Mavrinu in prevajalcema drugih dveh knjig. Na našo veliko žalost prevajalca prve knjige ni več z nami, torej kolegu Davidu Mavrinu, kolegu Mateju in kolegu Alešu. Prosim. Najlepša hvala, Gregor, za ta uvod. Gremo kar in medias res, če se strinjate. Bom začel z enim vprašanjem o nekom, ki danes tukaj manjka. Bom začel z neko anekdoto, ki jo poznam iz Prage, v tej najstarejši evropski sinagogi. Te staro-nove sinagogi v Pragi še danes pokažejo sedež nekega rabina L, nekega učenjaka iz 16. stoletja. In na ta sedež se iz spoštovanja do tega učenjaka za njim ni usedel nihče več. In je ostal takrat naprej prazan, skozi vsa ta stoletja. Se mi zdi, da ni prehuda podoba, če na ta način razmišljamo mogoče o Primožu Simonitiju, da ni več tukaj, ampak je pa paradoksalno v tem našem projektu še vedno zelo navzoč. Pa me zanima, izhodiščno vprašanje, pa mogoče že začnemo z Alešem. Kako vi pogledate na njegov prevod? Kako je vplival na vaju kot tista mogoče šla po svoje? Hvala lepa. Se mi zdi primerno, da res začnemo s Primožem Simonitijem, s tem, da moram najprej opraviti neko splošno spoved. Ta pa je v tem, da je vsaj moje prevajanje bilo v prvi vrsti tekma s časom in to vedno bolj divja tekma, kar pomeni, da čeprav je to težko priznati javno, ni bilo veliko časa za refleksijo lastnega dela, ampak si se pač boril s progo in upal, da prideš živ do cilja, kar pomeni, da se tudi nisem veliko ukvarjal s tem, kako bi Primož kaj prevedel, je pa bdel nad mojim delom, morda ne toliko svojim prevodom Livija, ampak je bil vsekakor velik vzor, ker sem si vedno predstavljal kot ideal njegove res berljive in živahne in po svoje tudi sodobne prevode, zlasti Satirikona in zbirke Karmina Burana. Še vedno se mi zdi, da so nekatere njegove rešitve v obeh teh prevodih boljše od izvirnika, čeprav večina prevajalcev pravi, da to ni mogoče. Kar se pa tiče primerjave, sem jo bolj delal post festum, ker torej med samim nastajanjem prevoda ni bilo časa niti za dihanje, kaj šele za ukvarjanje s Simonitijevim prevodom. Bi pa rekel, da je morda Simonitijev prevod za odtenek bolj dobeseden, kot je moj. Mogoče sem se na trenutke trudil, da bi uporabil sodobnejši jezik, pa tudi nekoliko sodobnejšo skladnjo, čeprav spet zaradi časovnih omejitev, seveda sem ravno zdaj na vlaku ugotovil še kar nekaj napak, pa kar se tiče besednega reda, bi lahko še skoraj vsako poved večkrat obrnil in bi bila potem boljša. Ampak me pa po svoje veseli,
če tudi je bilo mogoče prvi trenutek razlog rahle nejevolje, da smo se odločili za temeljno načelo in dubio pro primo, oziroma kadar obstajata dve rešitvi, potem izberemo tisto, ki jo je že v prvi knjigi trasiral pokojni Primož Simoniti. Teh primerov je kar nekaj, kjer bi sam recimo izbral Samničane namesto Samnitov, kjer bi se odločil za vojaškega mojstra namesto magistra militum, čeprav se zavedam, da je lahko beseda mojster v tem kontekstu nekoliko problematična, ampak obstaja že v slovenščini. Prav tako sem poskušal s ptičje gledom, pa so potem prevladali auspici in tako naprej. Toliko. Kaj pa Matej? Jaz lahko tukaj posežem malenkost nazaj v tisto obdobje, ko se je Primož pravzaprav loteval tega prevoda, ko je pravzaprav mi tudi povedal, da kaj bo počel, in sem imel nekajkrat priložnost ta prevod videti v nastajanju in sva nekajkrat celo debatirala o nekaterih prevodnih zadevah. Ampak kot vemo tisti, ki ga poznamo, ki smo ga poznali, je ponavadi ta debata bolj ali manj potekala enosmerno. Sam bolj kot poslušalec, medtem ko se je on razvnel ob različnih problemih, na katere je naletel. Ampak če gledam ta njegov prevod, in nasploh, če gledamo prevajalce, je pri mnogih tako, da z leti njihova ta živahnost, ta naboj, energičnost prevodna malce pojemata. Pri Primožu tega ni bilo zaznati. Tudi v njegovem prevodu se mi zdi, da ne, in mislim, da je to rezultat tega, da je ob vseh različnih stvarih, s katerimi se je kot prevajalec ukvarjal, bil to vendarle njegov zaželen življenjski projekt in se ga je lotil res z nekim entuziazmom in zagonom, pa seveda tudi z znanjem, tako filološkim kot zgodovinskim in tudi prevodoslovnim. Zdaj, ob prevzemu prevajanja odločili smo se za načelo ostati zvest duhu prve knjige. Mogoče glede njegovega jezika bi rekel tako, da ko bereš njegov prevod, on je bil mojster tega, da je znal ohraniti neko tako žlahtno, malenkostno starinsko patino. In mislim, da se tudi v njegovem prevodu to pozna. Tudi razne prevodne rešitve, ki jih je že Aleš omenjal, recimo equites, za katere smo nekako že skoraj jih sprejeli kot viteze, da so postali ekviti. Ko človek sprva razmišlja, joj, pa menda ja ne, ampak ko pomisliš, da gre za nek pravno-politični termin, pa si rečeš, pa je, pa vendarle, naj bo. Vsekakor je pa, bom rekel, skušati nadaljevati delo nekoga zahtevna naloga, ko nekdo vzpostavi neko tradicijo, in seveda je precej težko nadaljevati, ampak bom rekel, da, in tukaj govorim v imenu obeh prevajalcev, tukaj je zelo pomembna vloga tudi glavnega urednika in mislim, da se lahko oba tudi Davidu zahvaliva za njegovo potrpežljivost in njegovo uredniško delo pri tem. Mislim pa, da s tem bom tudi sklenil, kar zadeva ta moj del, torej knjige od 21 do 25, ta prva pentada tretje dekade, mislim, da je pa vendarle bila moja naloga nekoliko lažja kot Primoževa in Aleševa, kajti gre za vsebinsko precej drugačno obdobje in dogodke kot ti, ki sta jih v prvih dveh knjigah, s katerima sta se soočala Primož in Aleš. Ja, to je zelo dobra predpostavka tukaj. Dejansko sta ti dve knjigi zelo različni. Ti dve vajni pentadi, ena
govori o vzponu Rima v Italiji, druga govori o tej eksistencialni krizi Rima med vojno s Hannibalom. Pa dajmo mogoče tukaj narediti korak naprej. A je to intenzivno posvečanje enemu obdobju v čem spremenilo vajen pogled na Livija samega? A je to v nekem smislu vajen fokus definiralo? Ja, vsekakor. Torej, kratek odgovor je absolutno da. Zdaj bi tu se navezal najprej na dve stvari, ki sta bili že povedani. In sicer najprej mislim, da vsaj glede na to, da kot sem že večkrat tudi javno povedal, ne ločim ravno frače od tanka, sem imel vseeno srečo, da mi je pripadla druga pentada, kjer vojaške vsebine še vedno zauzemajo manjši del kot v peti pentadi in me je že strah sedme pentade, za katero sem v trenutku slabosti tudi obljubil, da jo bom prevedel, ker je seveda tega tudi veliko. Druga stvar pa ne samo, da je Primož Simoniti vplival na prevajalsko delo, vplival je tudi s svojimi predavanji o rimskem zgodovinopisju na moje, pa verjetno tudi Matejevo razumevanje te zvrsti rimske književnosti in mislim, da sodi recimo njegovo predavanje o rimskem pogrebnem govoru kot nekakšen zibelki zgodovinopisja med klasike dobrega predavateljstva celo v svetovnem merilu in tistega patosa, pa tiste atmosfere, ki je bil sposoben Simoniti ustvariti, ko je bral Polibijev odlomek. To je enostavno, z tega se ne da opisati in tega se predvsem nikoli ne da ponoviti. Če bi jaz to skušal ponoviti na svojih predavanjih, bi izpadlo kot groteska. Primož je pa imel to pripovedno moč in talent. Ampak kar se tiče samega pogleda na Livija, predvsem Livij se mi je seveda globoko usedel v želodec v dveh smislih. Najprej zato, ker sem vendarle živel, moram priznati, da moja prevajalska kilometrina se ne more primerjati z Matejevo, pa verjetno niti z Davidovo ne, tako da sem glede tega pravi amater, ampak vendarle sem živel v utvari, da je latinščino, kot smo se učili v šoli, nekoč nekdo v nekakšnem kontekstu vendarle govoril. Ko sem intenzivno sedel ob Liviju, sem ugotovil, da take spakedranščine nihče nikoli ni mogel uporabljati kot govorjen jezik in velikokrat se mi je med dolgimi urami in po dolgih urah, ko se mi je že bledlo, sem si mislil, daj stari, a se lahko prosim nehaš napravljati. Tako da z tega vidika se je moj pogled na Livija spremenil. Spremenil pa se je tudi zaradi tega, ker sem, in to sem tudi že večkrat povedal, to delo opravljal v času, ko je bila v glavni fazi ruska agresija na celotno ozemlje Ukrajine in priznam, da mi je bilo zelo težko prevajati neko besedilo, ki pa v bistvu je spomenik ravno taki gradnji imperija, kot je sočasno potekala tudi na vzhodu Evrope. Tisto, kar je pa mogoče ob tem seveda izrazito subjektivnem vtisu še pomembnejše tudi za moje lastno razumevanje rimske zgodovine, je pa to, da sem dojel, da seveda Livij piše o dogodkih, ki so v drugi pentadi jasno, o dogodkih, ki so od njega odmaknjeni približno 250-300 let ali še več, in da v resnici on, tako kot mi danes, ne razume nekaterih bistvenih stvari, o katerih piše. Zanj so ti dogodki, o katerih piše, logična
pot, ki je nujno po zgodovinski nujnosti pripeljala do vznika rimskega imperija, ki je bil v času, ko je on pisal iz svojega varnega fotelja. To je tudi treba upoštevati, da Livij piše kot outsider. On ni pripadnik senatne aristokracije, ki jo poveličuje. On nima verjetno niti minute poveljniške izkušnje, nima niti minute izkušnje kot politični funkcionar. In že zaradi tega seveda ne more razumeti vsega, o čemer piše. Ne razume pa niti tega, da leta 350 pred Kristusom, pa tudi še leta 300 pred Kristusom nikakor ni bilo neizogibno, da bo iz relativno nepomembne srednje italijanske skupnosti v resnici nastal imperij. In to, kar on opisuje kot logične in premočrtne korake k izgradnji imperija, je bil v veliki meri v resnici boj za obstanek. In je treba potem zelo strgati to navlako z Livijevega besedila, da najdemo tiste oporne točke, iz katerih se ta boj za obstanek, ki potem tudi seveda pojasni to izrazito vojaško usmerjenost rimske družbe, pojavi. In zato mislim, da lahko primerjamo ravno drugo pentado in mogoče to v drugi pentadi najizrazitejše, ker sicer je seveda res, da je šlo med drugo rimsko-punsko vojno za eksistenčno grožnjo, ampak to je bil že clash dveh vsaj regionalnih velesil. Česa takega pa seveda v večini druge pentade še ni. In tu imamo res eno sorazmerno majhno skupnost, ki se bori v veliki meri za obstanek in seveda, ki pa je potem skozi stoletja ta svoj boj za obstanek stilizirala v nujne korake k izgradnji imperija. In tu se mi zdi zelo zanimiva vzporednica, ker se zlasti v teoloških debatah se to pogosto pojavlja vprašanje, zakaj je stara zaveza tako krvava, zlasti seveda njen zgodovinski del, ampak če beremo Livijevo drugo pentado in pa recimo prvo, drugo Samuelovo knjigo, potem vidimo, da gre pravzaprav za isto stvar, da gre za neko sorazmerno majhno skupnost, ki je v predstavah poznejših rodov dobila seveda bistveno vidnejšo vlogo, ki se bori za obstanek. In tega mislim, da če ne bi prevajal druge pentade, ne bi nikoli ali pa veliko težje ugotovil. Kaj pa s Hannibalom? Tukaj se pa v rimski zgodovini, torej med Aleševo pentado in mojo pentado manjka vmes 10 knjig. Torej manjka tistih 10 knjig, v katerih Rim iz nekega tega italskega prostora začne širiti svoje interesno področje po Sredozemlju. In recimo cela prva punska vojna tukaj manjka, Samnitska vojna tretja, vojna proti Piru in tako naprej. In naenkrat se znajdemo na začetku druge punske vojne. Zdaj, tu moram reči, da izbira te pentade, sem se zelo potrudil, da sem prav to pentado dobil. Čisto preprosto zato, ker imamo tukaj dogodke, ki so se v zgodovinski spomin izjemno vtisnili in pravzaprav ob prvi knjigi je zlasti 21. in 22. knjiga
sta tisti knjigi, ki sta bili skozi zgodovino največkrat prisotni, torej najbolj brani in tudi največkrat prisotni v šolstvu in v šolskih sistemih. Hannibal, Obleganje Sagunta, Prečkanje Rodana, Prehod čez Alpe, spopadi v Italiji, prečkanje Apeninov, spopad pri Trazimenskem jezeru, pri Kanah, Sirakuze, z njimi povezani dogodki, obleganje Sirakuz in tako naprej. To so seveda markantni opisi, tudi verjetno nekateri od najbolj znanih opisov iz rimskega zgodovinopisja. Kar zadeva pa pogled na Livija, meni je sicer tako jezikovno bil ljub že prej. Tako da pravzaprav mi je bilo prevajanje v veliko veselje. Natančneje sem lahko bil pozoren na jezik, na tiste finese, na katere nas opozarjajo knjige, na katere nas je prav Primož opozarjal pri predavanjih, in na njegov jezikovni izraz. In tokrat v tej pentadi lahko opazujemo razliko med tem epskim zamahom, s katerim Livij opisuje te velike bitke, pomembne dogodke, pa na drugi strani s čisto neko preprosto ekonomično pripovedjo v tistih umestnih besedilih, s katerimi, kjer navaja tiste čisto enostavne zgodovinske podatke. Opazujemo lahko, kako v to zgodovinsko dogajanje vpleta potem razne epizode, s katerimi skuša popestriti dogajanje, razne anekdote, razne dvoboje, do katerih prihaja, kakšne osebnosti, ki so tako ali drugače vplivale ali na potek dogodkov. Potem pa tisto, kar lahko pa tukaj opazujemo v tej pentadi, oziroma v teh 5 knjigah v začetnih o Punski vojni, je pa to, kako je pravzaprav Livij spreten propagandist, kako prorimsko piše, ne da bi se, torej, in če bereš to zgolj na hitro in površno, tega pravzaprav skoraj da ne opaziš. Ko pa bereš Livija počasi in ko vidiš, kakšna je njegova intenca, pa vidiš, da je pravzaprav izjemno poskrbel za rimsko propagando. Recimo lep primer tega je njegov opis vloge Hannibala in njegovega značaja. In pri tem zna biti seveda tudi pogosto precej tendenciozen. Bomo videli to še v nadaljevanju, ko bomo kak primer prebrali, ampak to so recimo take značilnosti, ki jih lahko zdaj na prvi pogled omenim. Pa še to, kakšen pomen ima druga punska vojna, oziroma kakšen pomen je po njegovem imela druga punska vojna v zgodovini, kaže pa tudi dejstvo, koliko prostora je namenil. Opisu druge punske vojne kot glavne, bom rekel, tematike nameni 10 knjig. Prvi punski vojni nameni 4 knjige. Tretji punski vojni, ki ni ohranjena, to so knjige od 48 do 51, 4 knjige. Druga punska vojna, 10 knjig. Tako da pravzaprav gre za dogodek, ki je res, bom rekel, pretresel Rim tako in drugače, in skozi to dogajanje lahko spremljamo, kako od tega začetnega, od te osuplosti in presenečenja, ko Hannibal pride s svojo vojsko čez Alpe, kako pravzaprav po začetnih katastrofah in porazih, kako se začne Rim počasi, ampak vztrajno pobirati, in kako potem postopoma v drugi polovici te punske vojne obrne dogodke v svoj prid. Zdaj pa mogoče eno tehnično vprašanje. Eno osnovno sliko smo postavili. Ena zagata, ki se vsakemu prevajalcu pri Liviju postavi, kako sta prevajala Livijeve govore, kar je ta osrednja težava jasno njegovega teksta. V kakšni meri sta si prizadevala ohraniti to njihovo retoriko, to njihovo specifično sintakso, v kakšni meri sta si pa hkrati
postavila pred oči jasno današnjega bralca pa zakonitosti današnjega jezika. Ne? A se vam je kdaj zazdelo, da je to po eni strani govorniška mojstrovina, po drugi strani pa seveda nočna mora? Ja, meni veliko krat je. Ampak mislim, da zdaj se točno ne spomnim vseh govorov, ki so bili, ampak nisem izdelal, da bi to bili ravno tiste najtežje stvari, s katerimi sem srečal. Se mi zdi, da se mi je več težav pojavljalo tam, ko Livij poroča o govoru, ne toliko takrat, kadar govor podaja tak, kot ga naj bi funkcionar ali poveljnik izrekel, ampak takrat, kadar o tem govoru poroča s poročanim govorom. Tisto pa je zelo zahtevna naloga, se pravi, na koliko povedi to razdeliti. Točno to. Zdaj, jaz sem se tu nekje soočal z dvema nasprotujočima si konceptoma. Po eni strani nisem hotel preveč prekinjati Livijeve misli, da ne bi bilo preveč mojega lastnega vnosa, po drugi strani pa sem imel vedno pred očmi vzor hrvaškega prevajalca, predvsem patrističnih besedil Marjana Manca, ki ga je vedno kot vzor postavljal profesor Miran Špelič, ki pa je dosledno težil k temu, da so povedi čim krajše. In zdaj, ko gledam svoj prevod, se mi zdi, da nikakor nisem bil vedno dosleden, da sem sicer, še zdaj opažam ta trud, da bi bile povedi čim krajše, ampak še vedno je nastalo kar precej klobas in ostalo besedilo. Kar zadeva govore, tukaj v tej moji pentadi jih je kar precej. Tu so govori v senatu, nagovori ljudstvu, govori nekaterih znanih osebnosti, ki so, moram reči, tako z retoričnega vidika so precej dodelani. Ampak je pa zelo opazno to, da pri teh govorih Livij uporabi tisti tukididovski princip. Namreč, jasno, ti govori nikoli niso bili govorjeni v takšni obliki, kot jih je zapisal Livij, ampak jih dejansko oblikuje tako, kot je Tukidid dejal, jih položi v usta osebam, kakor se njemu zdi, da bi oseba govorila v določenih zgodovinskih okoliščinah. In to je zelo, zelo lepo vidno. Tisti govori, ki so pa najbolj zanimivi, so pa nagovori vojski. In so sicer zelo lep primer svetovalnega govorništva, zelo raznoliki, mestoma, nekateri zelo enostavni, drugi zelo zahtevni. Veste, v tem duhu, kaj bi se zgodilo, če bi, kaj se bo zgodilo, če bo, če ne bo in tako naprej. In moram reči, da te govore sem moral večkrat prebrati in tudi že potem, ko sem jih prevedel, sem moral večkrat iti skozi, da sem pravzaprav jih vsebinsko pravilno uredil. Ko smo ravno pri dolžini, najobsežnejši moj izvirni odlomek brez pike je obsegal 32 vrstic, kar smo morali seveda potem v prevodu malce razbiti. No in pri teh govorih moram reči, če bi bil jaz, nekateri govori so taki, da če bi bil jaz vojak in bi poslušal nagovor svojega poveljnika, bi bil precej zbegan, ker ne bi točno vedel, kaj mi je hotel povedati. Je pa seveda razlika med tem, ali nagovarja vojake kartažanski poveljnik, to je seveda bil vedno Hanibal, ali pa kateri od rimskih poveljnikov. Rimljani imajo zelo visoko leteče, Hanibalovi govori so vedno zelo, zelo enostavni, nezapleteni. Ampak kot rečeno, v vseh primerih gre za Livijeve konstrukte. Bi pa samo še nekaj mogoče dodal k prejšnjemu vprašanju, ki smo ga imeli. Na to, kako smo prevajali tele knjige, je po moje blazno vplivalo tudi časovno obdobje, ki ga zajame Livij v posameznih pentadah. Primož Simoniti je imel torej zgodovino Rima od mitičnih začetkov do leta
kaj 510? 390. No, do 390. 390. Aleš, ti od 390 do Do 293. 293. Načeloma naj bi moja pentada imela tam nekje od 260 do 202. Ampak dejansko obdobje od 260 do 220 odpravi na dveh straneh. In potem vseh preostalih 5 knjig posveti dogodkom od 220 do 211. Samo 9 let. In še od teh 9 let 2 leti na hitro odpravi, skratka 7 let zgodovine. A ne? Bom rekel, ta obdobja se blazno krajšajo. In seveda pripoved je temu primerno bolj intenzivna, a ne? In seveda to terja tudi malce drugačen pristop. Ja, samo to. Zdaj pa, če še nekoliko izostrimo to merilo, ne? Da gremo z govorov na posamezne stavke. Latinščina, ki jo Livij uporablja, zna biti naporna. Ne? Na eni strani ti zgodovinski povzetki, pa se potem nenadoma cela stvar prelije v neko zelo zaostreno, napeto dramo. A se mogoče spomnite kakšnega odlomka, kjer je to presenetilo in vam začelo delati težave? Nekega stavka, ki bi se vam v izhodišču zazdel mogoče vrljivo preprost, potem pa nenadoma ni šlo naprej? Jaz bi rekel, da je bilo kar nekaj takih primerov, o katerih je prej Matej govoril, ne, ko so primer svetovalnih govorov, da je bilo treba res v tem, ko nekdo ali pa tudi sam Livij ponuja dve nasprotni možnosti, je bilo treba zelo, zelo paziti, da se ne bi človek zapletel in bi bil potem pomen celote nasprotno temu, kar je hotel Livij povedati. Jaz še zdaj za kako mesto nisem prepričan, da sem res zadev temeljni smisel Livijevega besedila. Tako da mislim, da zame so bile to najtežje stvari, kar se tiče zadeti sam pomen. Druga stvar, ki mi je povzročila težave, so ravno ti vojaški izrazi, ne, pa finese vojaškega izrazoslovja. Pa moram priznati, da tudi pri zemljepisu nisem bil preveč dober poslušalec pri pouku, zlasti ko je šlo za fizično geografijo, tako da sem zdaj spet bral zlasti opis Livijevega, oziroma Livijev opis dogajanja pri kavdijskih globelih in moram reči, da tudi tu srčno upam, no, da sem se približno zadev, katere zemljepisne pojme je imel Livij dejansko v mislih. S tem, da tam nismo prepričani, da je on točno vedel, katere je imel v mislih. No, to je pa tudi res, ja. In s tem se lahko to lažem, ja. Jaz se bom pridružil pri Alešu pri tem, da torej mestoma seveda tehnično besedje in izrazje. V mojem delu je bilo zlasti torej vojaškega besedja ogromno in težava seveda pogosto je bila v tem, da ne veš oziroma si ne znaš kljub vsemu, da ti slovarji ponujajo določene rešitve, si ne znaš predstavljati, zakaj pri nekaterih zadevah gre. Recimo, en tak primer bom dal, pri prečkanju Alp so morali Kartažani dejansko si utreti pot skozi neko skalovje in pri tem Livij opisuje, da so skale razžareli z ognjem oziroma segrevali z ognjem in jih polivali s kisom. Acetom uporabi izraz. Zdaj seveda, ali kako bi bilo mogoče, da so seboj tovorili takšne ogromne količine kisa, ali je bilo to kaj drugega. Skratka, to potem recimo različni postopki, različni manevri, zlasti oblegovalni manevri, potem verski momenti, razna čudežna znamenja, preroške napovedi, opisi stavb, predvsem največ, bom rekel, težav, kjer sem se pogosto znašel v zadregi,
pa prigovorih, ki jih Livij ne navaja dobesedno, ampak dejansko kot premigovor, a ne, jih ponuja in tam se je pa včasih prevajanje kar za lep čas ustavilo, je bilo treba se ustaviti, premisliti, nekaj časa pustiti in se potem z novim svežo glavo vrniti k prevajanju. Pa mogoče bi še na nekaj opozoril, Aleš je omenil tudi geografijo, jaz jo bom z nekoliko drugačnega vidika. Tisto, kar otežuje, ne otežuje, ampak je zahtevno za prevajanje, je tudi to, kako dogajanje skače, preskakuje, prostorsko preskakuje, a ne, recimo v tej pentadi 21-25. Naenkrat smo v Italiji, gremo v Kartagino, se znajdemo v južni Italiji, v naslednjih poglavjih smo v Hispaniji, pa gremo na Sicilijo, v naslednji knjigi se znajdemo v Makedoniji, pa spet v južni Italiji, skratka to prostorsko preskakovanje in to včasih tudi otežuje, bom rekel, razumevanje kakšnih stvari. Ja, če se smem še tu navezati, seveda tu so težave v drugi pentadi manjše, ker je ta zemljepisni horizont precej manjši, kar seveda tudi nakazuje ravno tisto, kar sem povedal, da imamo tu opraviti še vedno bolj z regionalno ligo, ko gre za te rimske spopade, vsej večinoma. Ampak če Matej že omenil verski moment, eno mesto, ki me je pa res, ki sem ga pa z največjim veseljem prevajal, je bil pa tisti trenutek, ki ga mislim tudi Livij ni več razumel, tako kot so ga razumeli v 4. stoletju pred Kristusom, to pa je ta obredna posvetitev Publija Decija. No, jaz bi ohranil priimek Miš, ampak to smo potem spremenili v Mur, torej Publija Decija Mura starejšega. To ni bilo posebej zahtevno, ampak je pa, tu sem pa res užival na tem mestu, ko Livij pravzaprav citira neki zelo arhaičen obredni obrazec, ki ga, kot rečeno, najbrž tudi sam ni razumel in tudi ni razumel, kako resen je bil pravzaprav položaj, ko je prišel v uporabo. Je pa bil še dodatna težava z temi verskimi izrazi, kdaj sloveniti, kak tak izraz, kdaj zapisati pontifik, kdaj svečenik, potem včasih tudi ti ali cine v fecialskih svečenikih, mislim, da so zdaj v tej verziji, tako da to je gotovo tudi eno področje, ki je kar velik izziv, poleg vseh teh izrazov iz političnega življenja, kot je že Matej omenil, ekvite, čeprav moram reči, da mene še malo bolijo ti ekvite. Zdaj sem pa na staro rano na leto. Gremo mogoče se naprej navezati na to. Ta Livijev, pa gremo od sintakse pa od morfologije na koncepte. Ta Livijev odnos do Rima je jasno na trenutke izrazito ambivalenten. Imamo to pristno občudovanje na eni strani, pa potem imamo opise, ki izdajajo jasno neko domišljavost, paniko, brutalnost, sebičnost, na rimski strani ravno tako. Kar pomeni, da je to, domnevam, neke vrste prevajalski izziv, ta ton, ampak ton, ki ga je treba najti med vrsticami. Kako vam je to uspelo? Ja, meni se zdi, da Livij, kolikor se sam spomnim, ima velike težave, ko je treba priznati, da je Rim kdaj tudi izgubil, da bo se verjetno v času bojev s Hannibalom te izbire ni, ker tistih prvih 3 leta vojne s Hannibalom so bili eni sami porazi, tako da tam se ni dalo. Ta propagandni vidik se recimo zelo vidi pri že omenjeni bitki v Kavdijskih globelih, ko Livij skoraj popolnoma zamegli to dejstvo, da je bil to hud poraz in potem ga nekako zlošči s tem, da Rimljani dosežejo popolno revanšo, pri čemer vsaj nekateri kritični nemški zgodovinarji mislijo, da si je to izmislil.
da je potem prišlo do popolne revanše. Je pa res mogoče presenetljivo, kako ambivalenten je v odnosu do nekaterih osebnosti, ki so pa kasneje obveljale kot nosilne ali pa kot tiste, ki so bile deležne posebnega občudovanja. Zlasti mene osebno je presenetil njegov zelo zadržan in kritičen odnos do Apija Klavdija Slepega. Res je, da mi nimamo ohranjenega tistega dela o Piru, ko je Apij Klavdij na svoja stara leta nastopil v tej vlogi branitelja rimske časti, da ne bi prišlo do sramotnega mirovnega sporazuma, ampak tukaj recimo Apij Klavdij nastopa v precej čudni luči in tudi tukaj ni čisto jasno prilivil, na čigavi strani je pravzaprav v konfliktu med patriciji in plebejci. Včasih se zdi, da je izrazito pro-plebejski, včasih pa bolj zastopa patricijsko optiko, kar očitno je povezano tudi s strukturo njegovih virov. Te nianse je bilo pa včasih res težko tudi v prevod preliti, ki si jih mogoče kot prevajalec čutil, ampak so bile tako spretno zakamuflirane, kot je že Matej prej omenil, pri propagandizmu, da je verjetno v prevodu tudi kakšna izpadla in je bralec sploh ne bo zaznal. Ampak nasplošno, kot rečeno, Livij je vsekakor vernik v Rim in to je skupna črta, ki vsaj drugo pentado povezuje. Ja, kot je že Aleš nakazal, torej knjige od 21 do 25, zlasti 21 in 22, orisujejo pravzaprav obdobje rimskih porazov po eni strani in po drugi strani velike zmede, ki je vladala takrat v Italiji. In po tretji strani se tudi opisuje tukaj oziroma jasno pokaže, čeprav vse opisuje, bom rekel, zelo decentno, ne preveč kritično do svoje države in ljudstva. Torej, pokazale so se tudi številne družbene razpoke in slabosti, od korupcije, pretiranih ambicij posameznikov, zlasti takih, ki so skušali bodisi obogateti, bodisi uspeti na področju vojaštva ali politike, pa niso imeli za to ne ustreznih osnov, ne znanja, kaj šele sposobnosti. In to Livij sicer zapiše, ampak vsi opisi teh slabih strani, opisi teh velikih bitk so sicer zelo korektni, so popolnoma epski, ampak korektni. Vse poteka tako, doživljamo poraz, veliko je pobitih in tako naprej. Nikoli pa ne pozabi recimo v ta opis dodati kakšno punsko zvijačnost, punsko pomanjkljivost, prinesli so nas okoli, prevarali so nas, grdo so ravnali z nami. Skratka, bom rekel, ta njegova tendencioznost je vse skozi prisotna. Ampak ob vsem tem, kar se je takrat dogajalo, torej naletel sem pa, in to me je pa kar malce tako prijetno presenetilo, eno samo mesto pa je, kjer Livij ob teh dogodkih preprosto ni mogel, da ne bi se kritično izrazil, da to je pa višek in da so te take razmere dejansko posledica pokvarjenosti rimske družbe. Tako da v tem, torej tukaj je, in kar zadeva prelivanje pri prevodu, prelivanje tega v slovenščino, tukaj ni bilo nobenih težav. Ni bilo nobenih težav, ne vpliva. Skratka, tukaj slediš Livijevi pripovedi in jo pravzaprav lahko bolj vsebinsko vrednotiš kot prevajalsko. Zdaj, mogoče bi se tukaj drznil
počasi navezati tudi na svet, v katerem živimo, ne, pa branje tega teksta skozi ta očala. Ne. Ta svet konflikta, ki ga Livij opisuje ves čas, ne, je za nas jasno v zadnjih letih vse manj abstrakten. Ne. Te dileme, s katerimi se Livij sooča, ki so nam mogoče bile včasih tuje, so zdaj že kar neprijetno blizu, včasih jih prepoznaš v dnevnih poročilih. Ne. A lahko v luči te izkušnje, kaj rečete o tem, kako Livij opisuje sovražnike? Skratka, ne vem, Samnite, Galce, Kartažane, Hanibala, Kapuance, Sirakužane in tako naprej. Ne? Koliko nekega dostojanstva jim priznava? Kako jih razume? Koliko je tukaj neke empatije? Jaz bi rekel, vsaj kar se tiče moje pentade, pa bi mogoče na začetku vseeno se spet navezal na tisto, kar sem že povedal, ko govorimo o današnjem svetu. Jaz mislim, da je ta pentada relativno dobro branje, če hočemo razumeti izvor vojne kot fenomena. Ker velikokrat se, mislim, odkar jaz spomnim od prvega razreda osnovne šole, pa do včeraj smo vsi govorili, mi smo za mir, mi smo za mir, mi smo za mir. Naši generaciji je bilo na srečo prihranjeno to, da bi morali vedeti, kaj je to mir, pa kako se razlikuje od vojne. Ker dejansko vojna je bila za nas tuj koncept, zdaj pa nekako ugotavljamo, da je vseeno ostala zgodovinska stalnica. In Livij, če odluščimo vso to propagandno navlako, potem ravno to pokaže, ne, da v začetku je vojna boj za vire, za osnovno preživetje. Potem se pa na neki točki prelije v boj za moč, oblast, zemlje, ki ni več nujno. Čeprav se mi zdi, da v drugi pentadi še ni tista točka niti nastopila, ko bi bila ta meja popolnoma jasna. Se mi zdi, da v peti pentadi to je že popolnoma jasno, to je pač boj dveh mini imperijev za prestiž, za bogatstvo. Ta spopad ni nujen. No in kar se tiče nasprotnikov, seveda v takem spopadu ni veliko prostora za empatijo do nasprotnika. Sam bi rekel, da še najbolj človeško deluje v drugi pentadi ta Poncij Hereni starejši, spet v bitki pri Kavdijskih globelih, ki da tisti znameniti dvojni nasvet, ne, ali vse izpustite ali pa vse pobite. In se mi zdi, da je on od vseh rimskih nasprotnikov najbolj človeško naslikan. Potem, če to primerjamo tudi z latinskimi nasprotniki v času tako imenovane druge rimsko-latinske vojne, nastopajo v bistvu kot karikatura, polni sami sebe, absolutno prepotentni, z nekimi zahtevami, ki so popolnoma skregane z resničnostjo. In takšen je potem čisto grotesken tudi padec njihovega voditelja, ko besen odvihra iz senata in pade po stopnicah in zdaj Livij ne ve, a se je ubil ali se ni. Tako da jaz te empatije do drugih nisem ravno veliko zasledil, se ne spomnim, pa tudi sicer velja nekako, da kljub temu, da relativno veliko omenja Etruščane, Samnite, Volske, Galce, kot vir ni uporaben skoraj za noben podatek o njihovi zgodovini, kar res priča o tem, da ga niso zanimali.
Pentada 21 do 25 je pravzaprav zgodovina pobijanja. To je pravzaprav, tukaj se ni za Morija, za Morijo. Nisem še uspel prešteti, koliko žrtev Livi navaja, ampak številke po moje dosegajo zelo visoko, vsaj 6-mestno število, če ne morda celo kaj več. Kar zadeva pa posamezne ocene, tu seveda na prvem mestu so tu Kartažani. In Kartažani so opisani s tistimi tradicionalnimi oznakami, ki so jih pripisovali, ki so jim jih vedno pripisovali. So kruti, so ošabni, so perfidni, so lokavi, zvijačni in vse, kar pripisujejo Kartažanom, še v potencirani obliki pripisujejo seveda Hannibalu. Ampak Hannibal je pa, torej kljub vsemu pa Livij nikjer ni mogel prikriti, bom rekel, nekega, skuša sicer ne potencirati, ampak ne more pa prikriti občudovanja nad Hannibalovim vojaškim genijem. Toliko, kar zadeva Kartažane. Potem recimo imamo Hispance. Če bi zelo kratko povzel oris Hispancev, jih pravzaprav oriše tako, kot da bi rekel, so že antični Hispanci nekoliko imeli malce tega španskega temperamenta. Zjutraj so bili na tvoji strani, so s tabo zajtrkovali, opoldan jim ni bilo več do druženja s tabo, zvečer so pa že z nasprotnikom napadali okope tvojega tabora. Do Galcev je zelo prezirljiv, to so pravzaprav neki barbari na pol goli, ki skačejo naokrog in preprečujejo pohod najprej seveda Hannibalu, potem pozneje pa tudi Rimljanom. Do italskih zaveznikov je pa odnos zelo, zelo raznolik. Tisti seveda, ki so bili na strani Rima, od njih se izraža pohvalno, tisti, ki pa ne skopari z kritičnimi besedami na njihov račun in je tudi popolnoma indiferenten do tega, ko je izveden kak pokol nad njimi. Tako da, kar zadeva dostojanstvo, edino ljudstvo, ki mu res priznava pravo dostojanstvo, so Rimljani, pa še tukaj včasih z nekoliko stisnjenimi zobmi, ker ga pogosto v tistem času niso pokazali. Tako, zdaj, ko se počasi približujemo koncu, bi pa si privoščil še en izziv, če bi morala izbrati vsak po en prizor, kjer se ta Livijeva tehnika s tem tempom, s karakterizacijo, z napetostjo, z moralno sodbo in s temi prijemi v vajni pentadi najbolj izostri. Kateri odlomek bi izbrala, zakaj bi ga izbrala, pa če ga mogoče lahko preberete. Jaz bi se odločil za že omenjeno sceno s posvetitvijo Publija Decija Mura oziroma Publija Decija Miši, starejšega, torej leta 340 pred Kristusom v bitki pri reki Vezeri. Izbral sem ga pravno zaradi te zanimive in dramatične verske formule. Koliko pa lahko preberem? Po presoji. Rimska konzula sta, preden sta legije popeljala v bitko, žrtvovala. Menda je Haruspik Deciju pokazal glavo jeter, ki je bila na domači strani presekana, sicer pa naj bi bogovi sprejeli daritev. Manli je menda žrtvoval pod izvrstnimi znamenji. Decij je dejal: če je kolega dobro žrtvoval, je vse v redu. Z oddelki razporejenimi, kot je bilo prej povedano, so Rimljani krenili v boj. Manli je poveljeval na desnem, Decij na levem krilu. Sprva so se na obeh krilih bojevali izenačeno in z isto bojno vnemo. Nato so se suličari na levem krilu umaknili proti prvakom, ker niso vzdržali napada Latinov. V tej zmešnjavi konzul Decij glasno pokliče Marka Valerija. Mark Valerij
potrebujemo pomoč bogov. Daj, kot javni svečenik rimskega ljudstva, izgovori besede, s katerimi se bom posvetil legijam v prid. Svečenik mu je ukazal obleči škrlatno obobljeno togo in s pokrito glavo, pri čemer je imel roko pod togo iztegnjeno proti bradi in je stal na kopju pod svojimi nogami takole govoriti. Jan, Jupiter, oče Mars, Kvirin, Belona, Lari, novi sposojeni bogovi, domači bogovi, bogovi, ki imate moč nad nami in nad sovražniki ter božanski mani, k vam molim in vas častim, te vas vztrajno prosim za milost, da naklonite rimskemu ljudstvu Kviritov moč in zmago, sovražnike rimskega ljudstva Kviritov pa navdate z grozo, strahom in smrtjo. Kakor sem razglasil z besedami, tako se za skupnost rimskega ljudstva Kviritov, za vojsko, legije, pomožne čete rimskega ljudstva Kviritov posvečujem božanskim manom in zemlji, seboj pa jim posvečujem legije in pomožne čete sovražnikov. Med takšno molitvijo ukaže liktorjem iti k Titu Manliju in kolegu kmalu naznaniti, da se je posvetil za vojsko. Sam se je opasal na gabijski način, oborožen skočil na konja in se podal med sovražnike. Obe vojski sta ga opazovali. Bil je videti bolj vzvišen od človeka, kot da bi bil poslan z neba kot spravna žrtev za vso božjo jezo, ki bo pogubo odvrnila od svojih in jo prenesla na sovražnike. Tako sta vsa groza in strah, ki jo je prinašal, zmedla prve bojne vrste Latinov, nato pa sta prežela skoraj vso njihovo vojsko. Zelo očitno je bilo, da so kamorkoli se je s konjem pripodil, ljudje trepetali, kakor bi jih zadela pogubna zvezda. Ko pa se je pod izstrelki zgrudil, so se že nedvomno prestrašene latinske kohorte spustile v beg in za seboj pustile široko praznino. No, vidi se tudi, da imam rad litanije vseh svetnikov. Moj odlomek je pa iz, mogoče malce nekonvencionalne, pa iz 24. knjige, in sicer gre za tisti del 24. knjige, ki orisuje spopade na Siciliji, ko so torej Sirakuze odpadle od Rimljanov po smrti kralja Hierona in tudi številna mesta na Siciliji so odpadla. In potem, ko prevzame poveljstvo nad vojsko Mark Marcel, začnejo Rimljani postopoma prevzemati ponovno nadzor oziroma blokirajo Sirakuze in postopoma prevzemajo nadzor nad Sicilijo. No in tale odlomek bo pa govoril o dogodku v mestu Hena. Gre za mesto na osrednji Siciliji, ki je bila v antiki središče Cererinega in Prozerpinega kulta. In mesto Hena je torej odpadlo, prestopilo na stran Sirakužanov in Kartažanov. V mestu je bila pa zelo močna rimska posadka. In meščani so se vsak dan pogajali z vojaškim poveljnikom, ime mu je bilo Pinari, o predaji in o tem, da Rimljani predajo trdnjavo, v kateri so bili stacionirani, in da mesto zapustijo. In na to se je poveljnik odločil za kazenski ukrep. Namreč odločil se je, da bodo na zasedanju skupščine, namreč meščani so se vsak dan zbirali v gledališču, takole je svojim vojakom rimskim večer pred napadom rekel: ko bom dal znamenje s togo, zaženite krik iz vseh strani, napadite množico in vse pokončajte z mečem. In le glejte, da ne ostane živ nihče, čigar nasilja ali prevare bi se lahko bali. No in res, kaj se zgodi? Dejansko pride naslednji dan do pokola. Zakaj sem izbral ta odlomek? Izbral sem ga zato, da boste videli, kako slikovit je Livij, ampak vendarle, kako tudi, bom rekel, intenciozen je. Bom povedal, zakaj. Takole pravim. Po tem spodbudnem nagovoru so se razšli in telesno okrepčali. Naslednji dan so se rimski vojaki razporedili eni na enih, eni na drugih položajih, da so zasedli poti in zaprli izhode. Večina se jih je namestila nad gledališčem in okoli njega,
saj so bili že prej vajeni gledati ljudska zborovanja. Oblastniki so pred ljudstvo pripeljali rimskega prefekta, ki je izjavil, da je odločanje o tej zadevi v konzulovi pristojnosti in oblasti, ne v njegovi. Podal pa je tudi večino istih stališč kot prejšnji dan in sprva so polagoma in v vedno večjem številu zahtevali, naj vrne ključe. Nato pa so to zahtevo že vsi izražali enoglasno. Ker pa je Pinarij okleval in odlašal, zaradi česar so mu divje grozili in je bilo videti, da ne bodo več odlašali s skrajnim nasiljem, tedaj je dal prefekt znamenje stogo, kot je bilo dogovorjeno. In vojaki, ki so bili na preži in v pripravljenosti, so eni zagnali bojni krik in se od zgoraj pognali navzdol nad skupščinski zbor, ki jim je kazal hrbet, drugi pa so se nagnetli pri izhodih iz gledališča in jih zaprli. Henci, zaprti na prostoru za gledalce, so bili žrtve pokola in grmadili so se drug na drugega ne samo zaradi pobijanja, ampak tudi zaradi bega, ko so eni stopali drugim na glave in so se kopičili tako, da so ranjeni padali na nepoškodovane in živi na mrtve. Nato so se razkropili na vse strani in kakor bi šlo za osvojitev mesta, je bilo povsod eno samo bežanje in pobijanje, kljub dejstvu, da so pobijali neoboroženo množico, besnenje vojakov ni bilo nič manjše, kakor če bi jih podžigala enaka nevarnost in goreča želja po spopadu. Tako je Hena ostala rimska z ukrepom, ki je bil ali sramoten ali nujen. No in ali sramoten ali nujen. Se pravi, Livij pusti odprto možnost, ne, ja, ni bilo prav, da je bilo tako narejeno, mogoče je bilo pa nujno. Ampak potem pa zapiše, Marcel dejanja ni obsodil in je plen iz Hene prepustil vojakom, saj je bil prepričan, da bo strah v prihodnje Sicilce odvrnil od tega, da bi izdajali rimske posadke. Torej, vrhovni rimski poveljnik tega ni obsodil, kar pomeni, ukrep je bil nujen. Tako, preprosto z eno besedo upraviči dejanje, ki je postalo pravzaprav ustaljena rimska praksa pogosto. Hvala obima za tole, hvala za vse te zgodbe, za vpogled v vajino prevajalsko delavnico. In s tem teaserjem predlagam, da zdaj tukaj končamo. Za več si pa tam lahko vzamete knjigo, pa greste še kakšen korak naprej. Hvala obima, hvala vam za pozornost. Program predvideva nekaj razprave. Zdaj, mogoče bi kakšno vprašanje iz publike, če je. Kako je Livij obravnaval zakup Vestalke, mislim, da ko je Fabi Maksim to ukazal po porazu pri Kanah, se mi zdi. To je kot nekaj, kar je moralo biti narejeno, nekaj, kar je pozitivno ali negativno. Livij nikoli ne vrednoti dogodkov oziroma dejanj s področja verstva. Vse, kar je, se zgodi z razlogom. Hvala. Profesor Marinčič ima vprašanje za vas. Hvala, sej nujno vprašanje to ni, pa predvsem bi rad izrazil hvaležnost najbrž v imenu vseh, ki karkoli v zvezi z Rimom poučujemo, ker to nam je res manjka. To je bila vrzel, ki je bila brezno. Nobene druge take ni v rimski literaturi, kolikor jo imamo v slovenščini. Edina druga, pa mogoče malo na drugačen način, je Cicero. Seveda je kar precej prevodov, ampak nimamo niti v enem primeru, recimo enega malo večjega korpusa, ker v takem primeru bi se moral nek individualen prevajalec konceptualno vprašati, kaj je Cicero v slovenščini. Do tega pride šele v primeru korpusa. In celo v temle primeru, tole so vsak od teh 3 korpusov, če štejem še prvega, so po obsegu večji od, ne vem, mogoče celo tistih De Officiis, De Finibus. Tukaj verjetno sta se že malo približala tej izkušnjavi, temu izzivu, ker
kaj hočem vprašati? Vse vemo, ne, da tako malo površno gledano, to je ciceronski tip latinskega sloga. In a ste se kdaj vprašala med prevajanjem, a ne prevajam mogoče jaz zdajle Cicerona, pa potem, kako pa bi ga jaz prevajal, če bi se moral lotiti enega obsežnega, recimo, korpusa Ciceronovih del. Tako čisto konkretno, ne, zelo retoričen je, ne, Livij, zdajle smo videli, ali, ne samo, ampak, ne. Težko je se spopadati s tem, ampak a se sploh smiselno, se pravi, jaz bi se sam vprašal, ali bom vendarle, ker gre za pripovedno besedilo, malo špartansko skušal počistiti to retoriko, ne, malo katonovsko, kaj takega, ali pa bom mogoče celo poudaril to. Ne, mislim, se najprej sta se to morala spraševati. Ne. Ker jaz ne vem, ali pa mogoče bomo potem razmišljali, ko bomo natančneje brali, kateri od treh je najbolj ciceronski. Ker jaz mislim, da Simoniti ni, ker on njemu je bil Tacit bližji. In mislim, se to čuti njegovemu prevodu. Ne vem, zdaj sem mogoče, to je bolj en tak preblisk kot kaj drugega, ampak. Ja, jaz bi najprej na hitro samo špekuliral, zakaj sta ravno ti dve vrzeli ostali, po mojem mnenju zaradi tega, ker sta to res dva top šolska avtorja in dolgo časa ni bilo sploh potrebe potem, da bi to prevajali v slovenščino, oziroma bi to potem celo obstajalo kot neka potuha, ne, ker mislim, da je obema pripadalo zelo izjemno mesto v šolskem kurikulu. Ne. Drugače pa se meni, vsaj koliko imam spominu Cicerona, ga že dolgo nisem bolj sistematično bral, se mi vseeno zdi Ciceron precej lažji in se bi po mojem mnenju z njim z manj slabe volje spopadal kot z Livijem. Te tri knjige, ki so izšle, ne, mislim, opisi oziroma jezik pri vseh treh je nekoliko drugačen. Vsebina je nekoliko drugačna, se pravi, imamo obseg, imamo geografski obseg, imamo dogodke, zgodovinske dogodke, ki jih orisuje in tako naprej. In kar zadeva, če primerjam, bi rekel, da je Livij še najbolj ciceronski v tej moji pentari, 21 do 25, ker je največ takšnih, se pravi, odlomkov, kjer ta njegova tisto, kar mu je bilo pripisano, mlečno obilje, ta lactea obertas, najbolj pride do izraza. Ker tudi orisuje takšne dogodke, kjer lahko te svoje pripovedni, pri temu svoje pripovednemu toku da tudi največ poleta. Jaz mislim, da sta se zdaj oba zelo elegantno izognili na implicirani misli, da bi se morala lotiti prevajanja Ciceronovega korpusa. Well done. Bi pa izkoristil, če smem, to priložnost, ki imam zdaj tukaj, da bi nekaj pokomentiral, kar je Matej dobro povedal, kako neproporcionalno velik del pripovedi zajema pripoved o drugi punski vojni. Pa treba vedeti, da je to bila mogoče prva res totalna vojna, ki je zajela celo Italijo v resnici. Najbrž si ni težko predstavljati, da praktično ni bilo hiše v Italiji, ki ne bi občutila te izgube. Zdaj na to je dosti smiselno opozoril v eni svoji zelo temeljni študiji Heinz Bellen z naslovom Metus Gallicus, Metus Punicus, da, dobro, seveda potem enkrat kasneje v avgustejski dobi se ta ideologija vzdržuje, ne? Ampak dejansko pa po mojem to izročilo to tudi odraža, ne? Da to je ena taka res totalna vojna. Ja, če lahko na to navežem, ne samo, da je bila totalna vojna, torej ta punska vojna je za italski prostor pomenila tudi pravo demografsko katastrofo. Ne? Torej ne samo, da je bilo na tisoče, 10 tisoče Italikov in Rimljanov in Italikov pobitih, rimski senat je bil zdesetkan. Rimskih senatorjev je zmanjkalo, tako da so jih morali do nove imenovati iz vrst rimskih ekvitov, vitezov. In ne samo to,
nikoli do tedaj se ni zgodilo, da bi v vrste rimske vojske nanovačili sužnje oziroma jim za udeležbo v spopadih obljubili svobodo. V prvi tretjini druge punske vojne se to zgodi, ker kronično primanjkuje vojakov. Ne? In ne samo to, da je torej demografska katastrofa bila je seveda tudi ekonomska katastrofa. Livij jasno opisuje, kako so dejansko angažirali, in tukaj so komparacije seveda z sodobnim časom, zasebni kapital, da so lahko financirali vojsko. In seveda katastrofa, torej finančna katastrofa, ekonomska pa tudi z tega stališča, da je bil velik del Italije, velik del podeželja, ki je seveda pomenil moteno prehransko oskrbo, je bil takrat opustošen zaradi številnih vojaških operacij obeh strani. Ne. Mogoče pa še samo en moment, prevajalski moment, na katerega bi opozoril. Tovrstni prevodi so nekaj, kar je pravzaprav danes, da bi se en prevajalec tega lotil, je preprosto vzame preveč časa. In fino pa je vedno imeti nek, bom rekel, backup, oziroma človek se pri tem vedno znova kaj novega nauči, oziroma bom rekel, se nauči gledati tudi drugače. Bom dal en primer. Eden od udeležencev, seveda pomembnih akterjev druge punske vojne, je bil Quin Fabi Maxim Cunctator, ki je s svojo taktiko zavlačevanja zelo ošibil Hannibalove strateške načrte. In potem, ko je knjiga, tale moja knjiga, moj prevod že izšel, sva se ravno z Gregorjem pogovarjala, torej jaz sem v duhu tradicije Quint Fabi Maxim Cunctator to prevedel kot Quint Fabi Maxim obotavljavec. In Gregor je rekel, zakaj nisi prevedel zavlačevalec? In šele potem začneš razmišljati, seveda, bolj smotrno zavlačevalec ali pa odlaševalec. Ampak dobro, smo malce tudi ujeti v tradicijo, tako da to je en sam tak, bom rekel, prevajalski ocvirek. Prav bi te vseeno vzel v bran, zato ker mislim, da sta to tudi dva načina, kako se je gledalo na njegove akcije v Rimu. Zagotovo, da je v prvem trenutku veljal za obotavljivca. Tako je, ne? Ja, Rimljani so ga zelo grdo gledali, ne? Zelo je bil nepriljubljen, dokler se seveda ta taktika ni izkazala za upravičeno in pravilno. Dobro, to je bilo, mislim, da vsem nam v resnično velik užitek, ker smo se čisto malo zažrli v odmor. Jaz rekel, da se tukaj dobimo spet 5:05. Drugi del današnjih razprav bo moderirala kolegica Nada Grošelj. Dobrodošli nazaj čez 20 minut.